Hvala za besedo. Lep pozdrav spoštovanemu komisarju. Veseli me, da na našem odboru zopet govorimo o gozdarstvu. Gospa Elizabeth Kestner je pripravila dobro poročilo na lastno pobudo, danes pa govorimo o izvedbenih projektih strategije gozdarstva. Poznamo te gospodarske, družbene in okoljske vloge gozda. Prihajam iz države, ki je Slovenije, ki je 60% pokrita z gozdovi. Imamo bogato zalogo lesne mase od 350 do 450 kubičnih metrov na hektar in letni prirast nekje med 6 in 7 kubikov na hektar, približno 4 kubične metre pa tega lesa posekamo. Se pravi, da gre za resen sektor, za resno gozdno maso. Veliko v poročilu in strategiji je dosti navedeno o vplivih na kmetijstvo. Sam sem eden tistih, ki zagovarjam, da je lesna masa v povezavi gozd, v povezavi s kmetijstvom v takih deželah, kot je naša, eden od ključnih tudi za razvoj kmetij na številnih področjih. Zato mislim, da je prav, da se v programu razvoja podeželja in tudi sicer v kmetijski politiki gozdarstvo omenja zelo resno in se tudi s tem nadaljuje. Drug zelo pomemben vidik pa je preusmeritev Evrope v krožno gospodarstvo. In gozd, če hočete, od gozda, ki je namenjen najprej v gozdarske namene, od tu naprej pohištvena industrija, gradbena industrija, lesna biomasa, ki jo izkoriščamo tako v energetske namene, kakor tudi vedno močneje v kemični predelavi za različne produkte, vse do bioetanola, bo na tem področju v prihodnosti igrala zelo pomembno vlogo. Zato z moje strani, gospod komisar, dve vprašanji, kako se kako planirate za prihodnost financiranje raziskav ali z področja Horizonta ali kje drugje, da se uvedejo nove tehnologije in na drugi strani, ali bo za te namene, za konkretne investicije uporabljen tudi investicijski sklad, fond, ki ga imenujemo Junckerjev sklad. Hvala.